Na letošnji postavitvi v grafičnem kabinetu Bogdana Borčiča predstavljajo izbor 23 umetnikovih grafik in skic, datiranih v prvo polovico 70. let prejšnjega stoletja, na katerih kot glavni protagonisti zgodbe nastopajo lupine školjk in morskih polžev. To potovanje v školjko se je torej začelo v začetku 70. let, ko je Borčič, bomo rekli, prvič uzrl školjke kot nek res zanimiv likovni motiv, ki je v tem času prevladal med njegovimi obmorskimi motivi oziroma motivi Mediterana, v katerega je bil Borčič zelo vpet. Prehod iz prejšnjih ciklov se je zgodil tudi na formalni ravni. In sicer Borčič spremeni svoj dvodimenzionalni likovni jezik v trodimenzionalnega in školjko upodablja pravzaprav z veristično natančnostjo, lahko rečemo tudi z znanstveno natančnostjo. Hkrati je spremenil tudi gradnjo in členitev grafičnega lista, in sicer na več različnih kvadrantov, v katerih ima vsak od njih nek svoj prostor, pojasnjuje Simončičeva. Tako da se zgodi, da je na istem grafičnem listu lahko množica različnih perspektiv. V grafične liste je avtor vključil tudi pisano besedo, in sicer izseke iz svojega delovnega dnevnika, ki pa niso namenjeni branju, ampak delujejo samo kot celota, ki v bistvu opozarja na to prisotnost umetnikove roke, torej ravno preko njegovega rokopisa. Pozorno oko gledalca bo opazilo, da se na različnih delih pojavljajo enaki detajli. Tako da se tudi že v tem obdobju kaže kasnejši Borčičev princip konstrukcije grafičnega lista, in sicer, da je umetnik uporabil enake matrice na več odtisih, torej da jih je recikliral. Borčič se je po potovanju in raziskovanju širokega in večplastnega polja razmerij med naravo in umetnostjo, zgoščenega v obliki in simboliki školjke, posvetil z nič manj kot znanstvenim pristopom. Tudi na ta način, da je sam s pomočjo družine in prijateljev zbral precej široko zbirko teh lupin morskih mehkužcev. Nekatere izmed teh školjk je dal celo prerezati ali pa rentgensko poslikati, tako da je lahko resnično pogledal v njihovo notranjost in nekako razgalil te školjke do njihovih osnovnih geometrijskih oblik. Lupine školjk in morskih polžev so imele skozi zgodovino različno simboliko. V 16. stoletju so jih zaradi njihove lepe kiparske oblike postavljali kot kuriozitete v sobe čudes. V 17. stoletju so jih recimo umetniki slikali na tihožitih memento mori kot simbole minljivosti. Če pomislimo, so školjke res samo predmeti lupine bitij, ki so nekoč v njih živela, ki so nekoč obstajala. Hkrati so školjke lahko pomenile tudi simboliko čistosti in tudi erotike, če pomislimo samo na rojstvo boginje Venere. Borčič si jih je prisvojil in jih v svojih delih razgalil pred gledalci. Iz vsakdanjih predmetov jih je povzdignil v osebne znake, ki v množici interpretacij spajajo preteklost z bežečimi trenutki življenja umetnika. Razstava je na ogled do začetka februarja 2022.